KPK. Ta organ je sčasoma ustvaril nek nenavaden, nenormalen, nelegitimen sistem odločanja v naši družbi, govorim zdaj na splošno, in presojanja domnevne odgovornosti, ki je takšen, da precej dobro služi potrebam diskreditiranja in političnega obračunavanja. KPK se je znala postaviti v vlogo nekakšnega nadnadzornika. Takšne tendence je nekajkrat pokazala tudi napram državnemu tožilstvu že v preteklosti, pa smo se takim njenim poskusom vedno odločno uprli. V konkretnem primeru je KPK prišla do zaključnih ugotovitev v nekem postopku, ki je bil vse prej kot pravičen in pošten postopek. Kar se mene tiče, mi v drugo ni dala možnosti, da bi se izjavil o njenih zaključnih ugotovitvah, ni mi dala možnosti, da bi se v tem postopku, da bi se tega postopka udeleževal, ni me zaslišala, nisem imel možnosti predlagati dokaze, nisem imel možnost navajati kakršnakoli dejstva. Je pa te svoje zaključne ugotovitve nemudoma javno objavila. In na ta način sem se znašel v situaciji, da sem bil oblaten, ne da bi mogel pred tem kakorkoli reagirati in da sem do možnosti za sodno varstvo pravzaprav prišel šele v trenutku, ko mi je bila napravljena nepopravljiva škoda. Takšen položaj KPK-ja politiki očitno ustreza. Te si sicer ni mogoče razložiti, zakaj kljub resnim, poglobljenim in prepričljivim opozorilom pravne stroke, zakonodaja v tem organu ostaja še naprej taka, kot je, nespremenjena. Jaz bi opozoril samo na eno dejstvo, na en tekst. Študija Inštituta za ustavno pravo, ki jo je naročil predsednik republike in je izjemno kritična do veljavne ureditve KPK v vseh njenih bistvenih elementih. Položaj tega organa, postopkovna ureditev, njegove naloge in tako naprej, čisto vse do konca je bila objavljena februarja leta 2014. Skratka, če gremo na manj, rečemo, da je minilo že več kot dobro leto tedaj, ali pa lahko rečemo, da je minilo že skoraj leto in pol, spremenilo pa se ni nič.